Strah je suki. Praviš, da to je pa subtilni flex, ne? To je motošport, tako je. Drifterji smo full vajeni 36, zato ker je to poceni zelo sposobna šasija, ki ima praktično neomejen aftermarket support. Se je izkazal, da je tudi dober avto za druge namene, ne? Ja. Tega smo malo za pisto pripravili. En let se ga je sestavljal iz čist navadne školjke, Italijan, brez rje, potem pa vso barvo na podvozju, izolacijo dol, prešmirgla celega, na nov pobarvati, kletko zrihtati, blatnike smo porezali, obrobe gor dal, vse kar je od podvozja je v bistvu od 3.2 M3. Torej, na hitro je to E36 Coupe, ki je začel življenje kot 4-cilindrski 318. Ker je ta avto namenjen uporabi na progi, pa ti prihajaš tudi iz ozadja, kjer si vajen voziti močnejše avte, kot so. Recimo Speedster je imel 420 konjev pa 800 kg, 92, ko imam tudi, tiste pač 420 konj, pa malo težje, to je pa lažje, pa ročen menjalnik, se lahko bolj igraš. Zato pa tu motor ni ostal standardni 4-cilinder, ampak je pa halva. 46 3.2 M3. To, pa malo smo še zamenjali sesalca za Carbonius, tako je na CSL-u. Izpušen kolektor, komplet, Auspuh je pa Super Sprint in na valih je to pokazalo 372 konj. Kar je pa za 3.2 motor pohvale vredno rezultat. Glede, da je motor čisto original, pač mapa je narejena, to je to. Tako je, brez predelav odmičnih potov. Zanimivo videti to, da praktično originalni hladilni sistem drži ta avto na temperaturi, ne? Ja. Sicer je to Mishimoto-tov komplet aluminija s hladilnik. Ja, ta je še tako malo na meji, bomo verjetno kaj zamenjali, ker je kvaliteta se vidi, da ni ta prava. Javni brandon Kitajc, ne? Ampak drži pa, tako da ni problema. To pa odprto je dosta, saj nobenih plastik od spodnji nad zaprt, tako da tukaj še kar manjka par dodelav, da bo to res kako se zagreje. Planiraš pol tudi kak flat? Splitter pa mogoče sprednji del malo, da se zapre, ker od zadnji bi ta kril zdaj nekaj mogel dati, od spredi pa ni nič, tako da to bo treba še malo zrihtati. Moram pa reči, pač to je kolegi so mi pomagali in sam tega ne bi nikoli mogel narediti. Pa veliko informacij od tebe, od Petra, od Luka. Sploh je bil pa Luka, Pero je bil kriv, da sem sploh ta avto šel delati. Dal mi ga je zapeljati, njegovega karavana in to je bilo to. Jaz sem pol hitro začel kose nabirati, se rekel, to jaz moram imeti, ker je res igrača za vodo. Zdaj bi mogoče edin še stabilizator je mogel zamenjati za mehkejše od spredi, je od HNR-a. Je pretrd in na pisti v sprednjem konj začne popuščati. Zato si šaltal, sem videl, iz 255 na 265. 260 square, ja. To je pa zelo resen setup gum, sploh pa, ko so te gume Nankangi, ne? To pomeni, da ta avto full hitrosti nosi skozi ovinke. Res je, ja. Zato pa zavorni sistem ni v bistvu niti skoraj nobene komponente originalne. Ne. Diski so v bistvu spredi zadnji od 46 CSL-a. Dost ugoden disk, pa so razmeroma lahek. Mislim, da je sredina celo aluminijasta, če sem prav zastopil. Nekako na pol plavajoči. Čeljusti so od Porsche 966. Spredaj in zadaj. Spredaj in zadaj, ja. Zato se verjetno dobijo kakšni off-the-shelf adapterji, ali ste imeli s tem? Adapterji se dobijo iz Nemčije, narejen za ta avto, ampak seveda ne pašajo. In potem to odmeriš, popraviš, daš kolegu na CNC, da to zreže in pa paše. Za dober občutek na pedalu, pa tudi za nastavljanje teh velikih zavor pa skrbi od Competition Brake Pedal Box, ne? Tako je, ja. Da je ločeno spredaj zadaj sistem. Vmes imamo še od Tiltona ta ventil, da se lahko štela. Zdaj smo ga ujeli na ta pravo vrednost, ker na začetku nam je malo blokiralo zadnji, zdaj je pa pač v nulo. Temu pedal boxu dela družba Posodica za tekočino sklopke. Tako je. Pa sklepam, da oddušek zamenjalnik, ja. Bencinski filter ni na standardni poziciji, to je verjetno zaradi malo lažjega servisiranja. Mogoče pa tudi dol nam nekako ni bilo všeč. Original filter je zelo dolg, izpostavljen kamenjem in vse in smo rekli, tukaj ga damo. Tudi v bistvu vse lightinga grejo po avto noter. In
mi je bilo tole nekako najbolj logično še narediti. Kaj pa vzmetenje? Vidim, da imaš neko hudo vzmetenje z eksternimi kanistri. Ja, to je pa Competition 3-way. Bi bil lahko tudi bolj osnoven za začetek, sam potem imaš dvojne stroške. Tako da naj bo kar ta prava, tudi batnica sprednja je res konkretna. Zdaj ne vem, če se kaj vidi skozi, ampak... Ja, se vidi, da je tista amortizer, ki ima res debelo batnico. Kletka povezana na šalce. Evo, to je pa notranja zaenkrat še mogoče malo gola. Elektriko je treba še mogoče malo poštimati, da bo to za pogledati lepo. Drugače pa armatura je originalna še, poflokana, volan, snemljiv, čeprav ga premalke dam dol, ker se da normalno vam pride. Display imamo tukaj za obrate. Zanimiv mi je ta quick release, ki ima v bistvu ta dva aluminijasta profila, namesto klasičnih kugelc. Ta ima ful manj lufta, no. Je malo dražji, sam je pač FIA homologiran in recimo avto gre lahko komot na kakšno oren dirko in ne bom benga problema. Vidim, da uporabljaš original računalnik. Ključavnica je blendirana, torej avto vključi z kill switchom in pa start engine gumbo. Ta je v bistvu direkt vse odpre in zalaufa na start stop, ki pa je od Honde, tako da mogoče bo to kakšnega slabo voljo, mogoče prej Hondaša. Tako da to je to, ročna je ta hidravlična, treba še malo dodelati, da se bo dal tukaj zatakniti, ko greš na prikolico. Ga pa premalo to uporabljam, nisem še toliko navajen, kot ste vi driftaši. To nam še manjka. Vidim pa, da si nabavil najhujšo verzijo shifterja za reverse lock avtom in z manšeto. Menjalnik je v bistvu od 328. Tako. Je načeloma isti kot v M3. 5-stopenjski ZF. Tako. Se jih da dosti ugodno dobiti, pa dosti trpežen menjalnik. Te je pa od zadnje diffie v 3.2. Luka je sestavil špero, vse na unibolih in na aluminiju. Tako da bo treba verjetno malo bolj pogosto menjati te sklope, ampak zaenkrat vse štima dela. Kletka je tudi FIA. Kletka po FIA standardih, ki trenutno ustreza najvišjemu standardu. Ne samo, da je vezana na sprednje šalce, s tem dodatno ščiti voznikove in sopotnikove noge. Poleg tega ima tudi sekundarni A stebriček, ki prepreči, da bi se tudi ob najhujšem crashu udrla streha. V zadnjem in stropnem delu so pa 3 križi. Poleg tega je pa vezana še na vpetje zadnjega mosta. Sicer vidim, da sam na sprednje 2, ampak mislim, da je to skoraj najbolj hardcore verzija kletke, ki se vgrajuje v te avte. Če bi hotel kaj dodatno, bi v bistvu mogel sam, kar ni od proizvajalca, ampak verjetno bi lahko. Kvaliteta izdelave pa tudi top notch s vsemi temi gaseti. Vidim pa, da je na avtu še original streha. In glede na zelo tight fitment kletke, pomeni, da so jo sigurno vrgli skozi tla, da so jo lahko zašvasali v celoti. Ti NAC adapti so verjetno samo za luftanje kabine. Samo za luftanje. Mogo bi še cevi speljati naprej, da bi si ustvaril malo prepiha. Ampak ja, vse v svojem času, ne gre vse naenkrat. Vrata so tudi še standardna, sprednja havba, zadnja havba je original, tukaj bi lahko še kar nekaj teže ven spravil. V tak kratkem času je ta avto itak ful daleč prišel, ne? Ja, mi smo to v eno leto sestavili vsak popoldne od, ne vem, 5 do polnoči 2, 3, tako da vsaka čast kolegom Emilu, Andražu in ostalim, ki so pomagali tole sestaviti. To je original, mislim, original oblika, je pa kopija ena angleška, je bil kar malo zazrihtati, pa po robovih se je odšperal že kot nov, tako da je do kar enega dela noter vloženega. Je pa to tudi spoiler, ki ima dejansko funkcijo, ni samo za estetski videz. Se čuti pa, če gre z roko, vidiš, da je to res en profil, ni kar nekaj kitajskega. To pa je tebi sploh dobro znano, ker imaš ozadje v aerodinamiki, delamo padala in so take stvari kar pomembne. Andreju sem pa posebej povedal, da mora pokazati ta zapah kuferama. Kuferam je na original pantih. Tako je. Uporablja pa en aerocatch. Ki ga je mogoče malo težko kdaj odpeti, ampak ga pa ful lepo drži. In se res nič se ne odpira.
visoki kvaliteti izdelave tega avta, pa tudi pričajo vsi ti detajli, kot so pritrjena inštalacija z vezicami in ovita za to kačjo kožo iz najlona, kar pač preprečuje potencialne defekte, ko se lahko kak kabel preriba zaradi vibracij v avtu, kjer so vsi nosilci pa puše dosti trši kot original. Baterija je na originalni poziciji. Ja, zaenkrat je tudi ta velika, ker smo rekli, da na začetku vsem, če je malo bolj heavy duty, ne dela, ker se avto laufa, premika, nekaj štroma gre. Lukne so pa zafilane s tem tankim karbonskim laminatom, ki je lep touch, lep detajl za pač vse te lukne, ki jih moraš narediti. V tem primeru, da je pač spravo eksterni kanister v kabino. Ker se tega načeloma ne da odpreti, ker je pod tlakom vse in moraš narediti dosti veliko luknjo, da gre skozi, potem imaš pa tukaj, ti gre pa svinjarija noter. In smo naredili tele karbonske stanke tkanine. Nosilčki za amortizerje so 3D print, nam jih je kolega sprintal. Tako da ja. Mislim, da kar mora biti tako narejeno. Če se hočeš iti nekam, ne vem, sploh na kakšen Nürburgring, kjer so velike brzine, pa to obremenitve, je fajn, da imaš res v nulo poštima na avto. Ja. Pa sigurno je še kakšna stvar, ki bi jo mogel bolj dodelati, ne? Ja, to je pač, vsi detajli, ki sledijo, bojo pač development na tem avtu, ki se bo pač pokazal za tvoj, ko boš vozil. Tako. Kot ti bila že na primer pač širša guma spredaj, sicer je razlika majhna, ampak verjetno precej efektivna. Ja, tako, ja. 255 v štartu, potem so šli na 265. Zdaj bo treba še ta stabilizator zamenjati, kakor je Pero rekel, in upam, da bo pa še kakšna sekunda šla dol. To bo že veselje. Ja. Original super sprint lonec in v bistvu cel izpušni sistem, ne? Ja, od začetka do konca je oversized super sprint. Headless, X-pipe, zadnji lonec. In vse skupaj res z intakeom in z auspuhom, remapom da tistih 372 konj. Ste vagali avto? Ne, mislim, da tam okoli tone 200 bi mogel biti. Eno vprašanje, torej diferencial je tudi tip 210 iz 3.2 M3, ne? Tako. Ste dobili original most ali ste predelali navadnega? Original iz Anglije, vse. V bistvu takrat sem se še odločil, bi šel v ta projekt ali ne, in potem je kolega rekel, da je najdel ene kose v Angliji, boš vzel, to se ne da dobiti kar tako. In pa je bilo konc, pa smo to vzeli in pa je treba vse ostalo še dobiti. Zelo redek diferencial tipa 210 od E36 M3, ki ima pa ta značilni uhelj, ta U-bracket, katerega upam, da nosiš vedno rezervo s sabo. Ne, je pa čist nov, tako da upam, da bo zdržal. Drugače bom pa enega vrtep vzel, mislim. Zadaj je tudi HR-ov debel stabi, pa tudi vidi se lepo aluminijasta puša subframe-a. Pa Milwayove spodne roke, pa tudi Milwayov roll center correction kit. To pomeni, da je ta avto, kar se tiče podvozja, nalovdan z vsemi goodiji, ki jih lahko kupiš. Je pa res, da tudi če imaš vse najboljše, če ne znaš naštelati, ti nič ne pomaga. Tako da tle nam še malo manjka, še kakšen detajl, pol pa bo. Je pa roba ta prava, da je avto hiter lahko. Ja. To niso standardne obrobe, tudi vidim, da je odbijač malo ven naprej. Če bi vedel, bi mogoče kakšnega drugega vzel. Ta je Rieger iz Nemčije, mogoče malo bolj tuning varianta, ampak videl sem enega na netu, ki je to imel gor in se rekel, da mi je to ful všeč. Ko so pa to dobili, pa začeli opasovati, smo se pa malo za glavo držali. Je pa ful enega dela, leva stran malo drugače kot desna, pa poliester, ne. Tipični fiberglass pocar. So pa pragi malo višji kot original, zato avto estetsko zgleda malo nižje. Vidim pa, da radi obrob so pa približno serijski. Ja, tisti pa kar v redu. Mogoče so malo večje, ne vem, to bi pa mogoče ti bolj vedel, ki si. Zgleda serijsko. Vsi, ki spremljajo track day oziroma ring sceno, poznajo Pro Track kolesa. Ja. Tudi ti jih furaš, ne samo na tem avtu, zakaj? Cenovno ugodne, zdržijo dosti veliko silo, pa lepe so, mislim, da mu kar pašejo. Jaz tudi mislim, da za kolesa, ki nimajo lipa, na Timeattack avto izgledajo pač fenomenalno. So pač kompliment tem klasičnim linijam. Omembe vreden je pa tudi ta brušen aluminijast nosilec leksanskega stekla, ker za vse, ki imamo pač izkušnje s temi stekli, vemo, da je ta plastika zelo floppy. Tudi jaz sem bil prisoten na prvem testu tega avta, ko je v bistvu šipo zaradi
pritiska, ki ga ustvarja hitrost v kabini, je hotelo šipo tukaj odpreti. Tako, tukaj je nek podtlak naredi in šipa je bila v štartu malo preniska in jo ta rob ni zaparjel, zdaj pa, a ne, tukaj vidiš, da res drži. Misliš, da je to bil podtlak ali ti nabija pritisk v kabino? Tukaj ti podtlak naredi. Aha, zaradi te turbulence ob strani avta. Zato si se pa tudi odločil za M3 špegle, čeprav se marsikdo pritožuje nad estetsko neskladnostjo za štiriglato karoserijo, imajo funkcijo. To je pa res, ja. In zanimivo je, da je pač lev in desen sta drugačne oblike. A res? Ja. To pa nisem nikoli pravil. Če pogledaš od spredaj, boš videl, da en je malo bolj gor, drugi pa malo bolj dol. Ne vem, če se vidi na kameri, samo štima je pa očitna razlika. Ampak so originalni. Hvala, da si se vzel čas. Nikaj. Upam, da boš užival še naslednje rane na Hrušici. Mi se pa tako vidimo ob priliki na kakem track dayu. Obvezno. Hvala ti, Erik.